In dober večer vsem skupaj. Jaz bom porabil naslednjih 10 ali pa 15 minut, da bi poskušal odgovoriti na vprašanje, ki je bilo postavljeno ravno kar prej, in to je, kdo nam je ukradel državo. V tem, kar bom govoril, bom direkten in se ne bom poskušal zavijati v bolj, recimo, prizanesljiva ocenjevanja. Odgovor na to je, da so nam ukradli državo ljudje iz vrha bivše komunistične partije. Ta vrh je načrtoval obvladovanje gospodarstva in s tem tudi seveda svoj politični vpliv še pred osamosvojitvijo. Zdaj, kako jaz lahko to utemeljim? Mnogo govorjenja in pisanja je bilo v medijih in na televiziji, vendar obstojajo, kolikor jaz vem, samo 3 knjige, ki opisujejo tranzicijska dogajanja. In to je ena prva, torej, ki jo je napisal ekonomist financ Kovač, in izdana je bila leta 1979, naslov je Zamolčane zgodbe tranzicije. Naslednja knjiga je izdal Rado Pezdir, naslov je Slovenska tranzicija od Kardelja do tajkunov. Ta je bila izdana leto kasneje. No, tretja knjiga, ki je pa pravzaprav izdana prva, je bila pa tista, ki sem jo jaz napisal. In naslov je Prodaja Slovenije. Vsebina te knjige je raznolika, je pa mislim vsaj polovica tega, kar sem napisal, se nanaša na zgodbo slovenskih železarn v času vladavine Demosa in takoj zatem. Takrat, za časa Peterletove vlade, sem bil imenovan za generalnega direktorja vseh 3 slovenskih železarn, to je bilo okoli 11.000 zaposlenih, takoj po osamosvojitvi v vseh finančnih težavah. Lahko rečem, da je moji ekipi, ki sem jo najel kot generalni direktor, uspelo sestaviti dober načrt finančne sanacije, ki so ga potrdile vse banke, potrdil ga je tudi Kranjc, ki je takrat vodil Agencijo za sanacijo bank. Edino le Demosova vlada ga ni potrdila zato, ker je takrat čez zelo kratek čas, torej doživela nezaupnico, je padla. No, potem se pa, recimo, začne zanimiv del moje zgodbe. 14 dni potem, ko je LDS prevzela vlado, po nezaupnici Peterletovi vladi, kot sem že rekel, je vlada objavila, da bo prodala vse železarne neznani finančni družbi T2V Investments Bermuda. Zdaj, jaz sem živel 30 let v tujini in od tega večina časa v Združenih državah Amerike, in jaz vam lahko povem, da na Bermudih lahko delate samo 2 reči. Ali se kopate v morju, ali pa perete denar. Meni je bilo tako jasno, kaj se namerava in kaj je namen za to prodajo, ki naj bi bila, zato, ker se železarne ne morejo izviti iz finančnih težav. Jaz sem se temu uprl, sem bil takoj odstavljen in sem šel v javnost. Imel sem novinarske konference, že kot odstavljeni direktor, ker je bilo zelo, torej nekaj nenavadnega takrat v novi državi. Moram pa reči, da so bili takrat mediji zelo
razumevajoči za to, kar sem govoril. In tukaj bi izpostavil Tita Dobroška kot direktorja časopisne hiše Delo takrat in Lada Ambrožiča od nacionalne televizije, ki je vodil informativni program. Mediji so mi dali podporo mi je dala tudi civilna družba in, če verjamete, pa ne, podprli so me tudi sindikati, seveda pa ne Semolič, pač pa ljudje pod njim. Ta prodaja, torej prvi poskus tajkunskega prevzema velikega podjetja v Sloveniji, ni šel skozi, ni uspel. Moram pa reči, da so pa uspeli vsi drugi, ki so se zgodili kasneje. Torej, kako je potekala ta privatizacija in tajkunizacija v zadnjih 20 letih? Najprej smo imeli Markovičevo zakonodajo še v prejšnjem letu, to se boste spomnili. Potem pa po osamosvojitvi najprej bypass podjetja, ker so direktorji ustanovili bypass podjetje v tujini, prenesli dobre postavke iz aktive tam, dolgove pustili doma in spravili v podjetje v Sloveniji v stečaj, denar je pa ostal zunaj. Potem so bili lastniški certifikati. Kar je bilo narobe z njim, je bilo to, da je najprej znani ekonomist gospod Menzinger rekel, da je to nič vreden papir, na kar mu je zelo veliko ljudi verjelo. Prodajali so certifikate pod vsako ceno, na legalnem in na črnem trgu. Kupovali so jih pa tisti, ki so lahko dobili bančne kredite in so s tem ustanovili tako imenovane PIDE. Tukaj je v Sloveniji imamo še zdaj nekaj teh pidovskih družb, zdaj so v težavah, lastniki teh so se pa zelo obogatili. No, kot sem rekel, zato so bili potrebni bančni krediti za bypasse, za kupovanje certifikatov in za prevzeme podjetij. Kredite so pa, kot sem že tudi rekel, dobili samo tisti, ki so imeli politične zveze v bankah, predvsem seveda v Ljubljanski banki. Sčasoma je ta tajkunizacija postajala finančno vse bolj komplicirana. Učili te tajkuni, so se učili tudi v tujini, kako se to dela. Na televiziji in tudi v medijih ste videli vse mogoče pajkaste mreže povezanih podjetij, ker pravzaprav razen, če se ne zelo poglobite v strukturo teh pajkastih mrež, sploh ne veste, kdo koga obvladuje in kdo je ki lastnik. Obenem pa seveda tajkuni so odkrili tudi davčne oaze in prelivali denar tja. Koliko denarja je tam, je odprto vprašanje, je pa prejšnji predsednik državnega sveta, jaz se bom zdaj skliceval njega, to je gospod Blaž Kavčič, na televiziji rekel, da gre za nekaj 10 milijard evrov v tujini, v bančnih oazah. Tako, v težavah, v katerih je govoril gospod Rončević, smo tudi zato in predvsem zato, ker je ta denar 20 let otekal ven, namesto da bi bil investiran v proizvodnjo. Približno sem poskusil oceniti, koliko denarja tega ne bi bilo v tujini, v različnih bančnih oazah in v računih
pa ne gre to za Liechtenstein, za Švico, za Singapur in še za druga Kajmanske otoke in še druge lokacije. Rekel bi še tole, kot recimo eno izmed utemeljitev tega, kar jaz govorim. Spominjali se boste še gospe Romane Logar, ki je vodila agencijo APNI. Ona je takrat kot direktorica APNI leta 1996 izdala 1086 uredb o uvedbi revizijskega postopka. Zgodilo se ni čisto nič. Pri čemer je pa treba še povedati, da je takratni minister za finance ni dovolil revizije katerihkoli bypass podjetjih, ki so bili locirani v tujini, tako da torej, to je še, bi bilo še vse dodatek k temu, kar sem ravno kar povedal. No in v zadnjih letih se je pa poleg te finančne krize je postalo jasno, da imamo tudi krizo vseh vrednot, ne samo financ, pač pa tudi poštenja, zaupanja in demokratičnega diskursa. No, za konec pa recimo, da bom ilustriral na nekoliko zabaven način, kaj se nam je zgodilo. Imate recimo, če imate približno recimo 20 milijard evrov v tujini v davčnih oazah, sta to recimo 2 letna proračuna Republike Slovenije. To pa pomeni, da smo sedaj pod vsemi temi vladavinami LDS-a, tako kot pod starim avstro-ogrskim cesarjem Franco Jožefom, ko so tlačani plačevali desetino, smo tudi mi, skoraj natančno tako, vseh 20 let plačevali desetino državnega proračuna, bom tako rekel, v žepe tajkunov. Cesar Franc Jožef je pa, kot veste, leta 1848 osvobodil slovenske tlačane in niso več plačevali grofovske desetine. Zdaj se pa postavlja vprašanje, kdo nas bo pa osvobodil te tajkunske desetine. Hvala lepa.